V soboto se je simbolno zaključila tradicionalna akcija Mestne občine Ljubljana z naslovom Za lepšo Ljubljano. Osrednji dogodek akcije je čiščenje Ljubljanice, ki je ob ekološkem poslanstvu postala priljubljena turistična prireditev. Akcijo so organizirali člani Društva za podvodne aktivnosti Vivera, ki so se jim pridružili člani drugih potapljaških društev iz celotne Slovenije ter ribiči, gasilci, reševalci in čolnarji. Skupaj so čistili dno Ljubljanice med Špico in Zmajskim mostom. Nesnago dvignjeno iz Ljubljanice pa so postavili na ogled in v upomin mimoidočim na Čolnarskem mostu. Akcijo promovirajo tudi kot turistično atrakcijo. Je res, da lahko tako umazano perilo mečemo ven pred turisti? Mislim, da ja, kajti to je problem, ki je povsod po svetu in tega se ne smemo sramovati in predvsem je pa tudi še enkrat sporočilno, da mogoče se kdo zamisli, ker nekaj vrže not, ko vidi, kaj prihaja ven, ko se ljudje mučijo. Tako da jaz to pozdravljam. Ljubljanica torej ni odlagališče za kosovne odpadke, ne? Nedvomno ni. Koliko smeti v povprečju odvržemo Ljubljančani v našo reko? Ja, absolutno se lahko meri v tonah, tako da jaz sem nekje računam v teh 21 letih, ki ta moj potapljaško društvo Vivera organizira te čistilne akcije, smo dvignili poprečno po 1,5 tone do 2 tone na vsaki te akcije tukaj na ta most. Ono je Urško videl! Kje si? Kje si, Urška? Iščem te! Tam si šla! Urška! Drugače pa pridemo vedno pogledat, ampak to je katastrofa. Kaj je katastrofa? Smeti? Groza. A ne da? Groza, ne. Ampak v takem okolju živimo, ne? Žal. Žal, ne? Žal, ja. Ampak eno lepo novico imam pa vseeno, da je teh smeti vsako leto manj. No, lepo, upam, da bo boljš, ne. Povejte mi, kako izgleda Ljubljanica pod gladino? Vsako leto je bolj. Bolj čista? Bolj čista, celo eno jato mehnih ribic smo videli letos. Aha, ponavadi jih ni? Ne. Pa tudi vsak let je manj svinjarije, zdaj ne vem, ljudje niso več toliko besni, da bi toliko not metali, ali ne vem kaj, no. Je pa, mislim, stanje se izboljšuje. V bistvu Ljubljanca je arheološki fenomen. Ljubljanci so najdene stvari, ki bi vsak evropski muzej bil vesel in bi nam zavida, da imamo to, kaj imamo. V muzeju, Narodnem muzeju, Mestnem muzeju, v privatnih zbirkah, tako da Ljubljanca je bogata od paleolita pa do visokega srednjega veka. Torej nikoli konec izkopavanj, če bi enkrat pričeli, a? Ljubljanca je neusahljiv vir kulturne dediščine, ne samo teh svinjarij, ampak okej. Kako se vam je zdelo vse skupaj? Povejte. Zelo dobro je bilo, tudi atraktivno za obiskovalce in tako še več takih prireditev. Pa vedno manj smeti, a ne? Ja, tako. Neverjetno veliko se je nabralo v enem letu. Že lansko leto smo prišli na isto in moram reči, da je res neverjetno veliko, kaj je v Ljubljanici. Optimistično je to, da jih je vsako leto manj, a ne? To sigurno in vsa zahvala potapljačem, da so res to ven vzeli. Mislim tudi naprej, da se bo to dogajalo, ampak zanimivo je, kako to verjetno. Vsa ta svinjarija je samo čez noč, ni čez dan. Čez dan nikoli ne vidiš, kaj se dogaja, oziroma tega ni. Jaz pač stanujem tu in poznam ta del. Neverjetno pa se mi je zdelo, kaj je lahko prišlo vse. Verjetno bolj alkoholna blaznost povzroči kaj takega, ne to objestnost. Verjetno tudi, v zgodnjih jutranjih urah. Tako, ja. To je kar velika logistika, da vse te potapljače organiziramo, plus tega čolnarje, da to lahko dvignejo, ker to iz vode dvigne, to je čist drugačne, to je težko in je pač, koliko pač uspemo, ne? Urška! Leo, kje si? Slišala sem, da ste tudi nek sef našli. Ja, sef smo našli že pred 3 leti, ko so ga zgubili. Letos smo ga probali ven dobiti, samo smo ga potegnili samo do sredine Ljubljanice in se je 12 mm vrv se iztrgala. Tako da zato bi potrebovali ali pomoč enega hijapa ali pa enega vitla, tako da pač se ne da na roke. Kaj pa podvodni mož je dežural, je preverjal, kontroliral situacijo? Podvodni mož je zelo zadovoljen, vsak let je bolj zadovoljen z nami in mislim, da bo tako tudi v prihodnje. Lahko pa kar direkt njega vprašate. Kaj ti je bilo pa najbolj všeč? Ker so skakali v vodo, pa jih ni bilo nič strah. Pa ker so bile smešne stvari v Ljubljanici. Katere so to? Rolka, skiro, znak, pa kolesa, pa motor.
A misliš, da je to dobro, da je reka tako onesnažena? Ne, Kaj bi pa morali storiti? da bi vse smeti ven iz vode pobrali, pa da bi lahko ribice not živele tudi. Jaz pa vidim zdaj, da v tej novi generaciji, da otroci opozarjajo starše, halo, to se pa ne dela, ne, in to me veseli. Ne. Torej osveščanje, a ne? To je osveščanje in če ne morajo, smo mi to nekako prespali, ti otroci upam, da ne bojo. Kaj pa misliš, kako bi pa lahko kaznovali vse tiste, ki onesnažujejo to našo reko? Ja, da bi mogli naprimer 2-3 mesece delati kot pospravljati smeti po Ljubljanci, ker bi videli, kva pol drugi morajo početi namesto njih. Pa to, ne vem, da bi ukradli kolo tudi, pa ga vrgli v Ljubljanco, to sploh nima nobenega pomena, ne, ker tako sam drugim slabo narediš. Mi smo majhen klub, ne, entuzijasti, okoljevarstveniki, ampak ko zaprosimo za pomoč te firme ali kakorkoli, vsi imamo v bistvu polna usta neke ekologije, ampak ko nam pomagajo, dajte nam, vsaj pomagajte, da si sendviče kupimo, ne, da ti golaž skuhamo za te. Recimo bom kar povedal, čez 50 prošenj smo napisali, 2 smo dobili in ti 2 sta bili negativni. Pa kaj mislite, da bi potrebovali več takšnih akcij za čiščenje? Ojoj, ljudje bi se mogli spametovati, ne akcije, se nič ne pomaga. Razumem, ja. Ljudje spametovati, ne, samo tega ne bo. Dober dan, gospod podvodni mož, povejte mi, kako ste zadovoljni z današnjo akcijo čiščenja vašega okolja? Všeč mi je, da ljudje postajajo modri in razmišljajo zeleno, ne. Všeč mi je, da vsaj enkrat na leto posvetijo svoj čas temu in očistijo moje kraljestvo. Vesel sem, ampak po eni strani me žalosti, da sem spet izgubil Urško in jo iščem. Pa je kakšna možnost, da jo še danes najdete? Če poštem povem, lahko vsaj 2 dni hod, ampak pol mora pa res priti. Kam potem? Kam greste na medene tedne? Na izliv? Vsak dan za naju je praznik z Urško in imava se lepo do naslednjega leta, ko se spet vidimo, ne? Ja, upam, da bomo lepo skrbeli za naše lepše. To jaz tudi vsem polagam na srce. Še enkrat povem, da je Ljubljanca ena čudovita reka. Jaz vsakmu priporočam, pelj se po Ljubljanci, boš videl, to je tako kot po Amazonki. Samo višje gor, boste srečali živali, čuda, res odlično, res lepo. No? Za lepšo podobo mesta pa je Zavod Turizem Ljubljana podaril 2000 nočnic z mačehami, ki imajo tudi močno simbolno vrednost in opozarja na mačehovski odnos domačinov do reke Ljubljanice. Za konec pa še nasvet povodnega moža, postanite modri in se obnašajte zeleno. Živalski vrt Ljubljana je bil ustanovljen leta 1949. Prvotno se je nahajal v samem središču mesta, šele kasneje pa je bil preseljen na današnje območje jugozahodnega Rožnika. V centru mesta je bil dejansko prav v centru, se pravi okrog ulice Komenskega. No in tam so imeli le nekaj vrst, in predvsem domačih vrst, jelene, medvede in tako naprej. Ko se je pa preselil sem, se je prostor povečal, s tem, da so se ograde povečale z živali in v 70-ih letih so poleg domorodnih živali je živalski vrt Ljubljana pridobil tudi eksotične živali, kot so slon, morski lev, leve in tako naprej. Ne. Ja, tole so pa sajmiri, drugače pa ljudje poznajo kot gospode Ficke. To je opica, ki je imela doma tudi Pika Nogavička. Mogoče ena zadeva, kako pa prepoznamo opice, pa tako, da se pogleda roke, če imajo take kot mi, potem so sigurno opice oziroma prvaki za eno besedo. Verjetno jih imajo nekateri tudi za domačo žival? Ja, res je, ja. Kar pa ni priporočljivo, saj jih velikokrat dobijo tudi z divjine, kakšne mladiče.
Drugače pa tako, če bi želeli imeti takole opico doma, potem bi morali živeti v takem prostoru, kot smo tukaj. Imajo predvsem močan ugriz. Videla sem na lastne oči, kako je recimo šop las samo prijel in odgriznil. Tako da zelo, zelo močne. Zelo močne čeljusti imajo. Ampak, ker jih ne ogrožamo, so tudi one take, da pač se trenutno ne branijo. Nismo jim nevarni, zato pridejo k nam in samo po nas plezajo. Iz katere celine pa prihajajo? Tole so opice novega sveta, in sicer iz Južne Amerike. Da je telo majhno, že pomeni, da živijo na tankih vejah, visoko v krošnjah dreves in sicer v tropskem okolju. Kako pa poteka ta prevzgoja? Enostavno tako, da se ne ojačuje vedenja, katerega ne želimo ojačiti. To pa pomeni. Da dam primer, recimo ravno danes mi je kolegica, ki vodi treninge, mi je povedala za en primer, recimo kako preprečimo lajež psa takrat, ko nekdo pride k nam v stanovanje. Recimo, takrat, ko pes laja, ne moremo nič, ko pa neha lajati, takrat ga pohvalimo. Tukaj noter so šimpanzi Titi, Neža, Mojca, Urška, Nika, pa Joko. Ja. Prepozna se jih po obrazih, vsak od njih ima neko svojo značilnost. Kako pa poimenujete živali? Imena šimpanzom dajo skrbniki običajno in to že kar ob rojstvu. In potem so se jih tudi na tak način prijela. Na nek način se od obiskovalcev živalskega vrta terja tudi nek bonton obnašanja. Ja, sploh šimpanzi zelo hitro poberejo nenavadna vedenja. Kar pa je nenavadno pri šimpanzih, kako pridobivajo pozornost. Ena od stvari je, ugotovili so, da če recimo vržejo iztrebke, da takrat se ljudje zelo burno odzovejo in ko so ugotovili, da je reakcija burna, so to začeli delati večkrat. Verjetno so šimpanzi ena najbolj živahnih točk vašega živalskega vrta. Zelo so atraktivne za obiskovalce. Moram pa povedati, da so hkrati tudi ene najbolj nevarnih živali. Oskrbniki niso nikoli v stiku z njimi, razen v času treninga, kjer je stik še vedno omejen. Drugače so pa 3-krat močnejši kot odrasel moški in seveda je temu primerno tudi potrebno z njimi ravnati. So pa včasih zelo nepredvidljive. In tudi ljudje največkrat opice povezujejo z bananami. Moram pa povedati, da banane sploh ne rastejo tam, kjer živijo šimpanzi. To so surikate. Nekako slovensko ime je zemeljsko ščene. Je pa to vrsta, ki je prišla nazadnje v živalski vrt in sicer v oktobru 2011. To so živali, ki živijo v najbolj suhem predelu zemlje, to je v Kalahari puščavi in so temu tudi prilagojene. Živijo pod zemljo, zato tukaj kopljejo luknje, živijo v skupinah, da so zelo pogumne živali, so plenilci, hkrati pa zelo dobro skrbijo za to, da ne postanejo plen. Zanimiv je način življenja. In sicer krdelo osnujeta ponavadi samec in samica, torej par. Vsi mladiči, ki se kasneje skotijo, skrbijo za zarod. In tule pa smo imeli prav posebno situacijo, ko smo prvič pripeljali in surikate, ki jih je bilo več, 6 jih je bilo, najprej 4, kasneje sta prišli še 2, smo jih skombinirali skupaj, ampak so se že začeli prepiri. Namreč tam, ko sta bila 2 samca in 1 samica, sta se samca med seboj prepirala za samico in tam, ko sta bili 2 samici in 1 samec, pač je bil prepir med samicami. Ljubljanski živalski vrt sicer ne slovi kot eden največjih, ima pa posebno točko, ki ga pa dela vseeno posebnega. Ja, edinstven je pa v tem, da je zelo skoraj v centru prestolnice, vendar pa še vseeno ravno tako umaknjen v krajinski park, da smo v lepem zelenem okolju in to ga zares dela edinstvenega. Imamo prelepo okolje, zelo naravno
In to je ena od redkih, res redkih dobrih lokacij. Z nastankom tobačne tovarne je močno povezan tudi razvoj mesta Ljubljane. Tobačna tovarna je imela od svojega nastanka 1871 pomembno vlogo v razvoju mesta, ki je svojo dolgo zgodovino močno zaznamovala mesto Ljubljana. Na začetku 20. stoletja je bila tobačna tovarna največji tovarniški kompleks v Ljubljani, svojo velikostjo prekašala druge, ki so zrasli na obrobju mesta. Po zaprtju tobačne tovarne in kljub novi namembnosti kompleksa je ohranjanje imena Tobačno eno izmed dejstev, ki bo zgodovinski spomin na tem mestu nadaljevalo tudi v prihodnosti in spominjalo na 140-letni obstoj tobačne tovarne. Danes je na območju ljubljanske tobačne tovarne največja gradbena jama v Sloveniji. Tobačno mesto je eden največjih posegov v samem središču naše prestolnice. Kako potekajo dela in kako daleč ste? Res je, da je to zelo velik projekt. Nenazadnje je to področje 5 hektarov zemljišča, ki smo ga pred 8 leti odkupili od tobačne tovarne. No, že takrat, ko je bila tobačna tovarna, je bil to en zelo dominantno področje. Seveda, ko je prenehala delovati, smo se zelo hitro v soglasju z mestno občino Ljubljana zmenili za cilje, da seveda čas, da je na tem območju, tovarniško območje je pretekel in da seveda temu območju, praktično centru Ljubljane, da treba novo vsebino. Seveda tudi po stroških, po investicijski vrednosti je projekt ogromen, gre za 300 milijonov. Tako da tako zaradi tehničnih razlogov kot finančnih razlogov seveda smo se odločili za gradnjo prve faze, ki predstavlja približno tretjino. To pomeni, da od 10 stolpnic gradimo 3 stolpnice, v katerih bo 230 stanovanj, 6000 metrov poslovnih prostorov in pa nekaj na 900 parkirišč. Koliko je trenutno aktivnih gradbincev na samem prizorišču gradbišča? Trenutno na tem gradbišču, kjer poteka gradnja projekta Tobačno mesto, ki se vrši izgradnja garaže, podzemne prve faze, o kateri smo že govorili, se pravi nekje 12.600 kvadratnih metrov tlorisne površine v 4 kletnih etažah, se pravi krat 44.000 nekje kvadratnih metrov. Imamo trenutno na izvedbi konstrukcije in zaščiti gradbene jame ter izkopu nekje 90 gradbincev, trenutno dela na gradbišču. Se pa ta številka sukcesivno, kakor se odpira delo, ker zdaj tečejo etaže betoniranja konstrukcij, povečuje. Tako da mi računamo, da bomo v tej jami sami gradbincev nekje dosegli ob polnem organizaciji. To pomeni, polna organizacija bo, ko bosta še 2 žerjava montirana, trenutno sta 2, bomo nekje imeli kapaciteto tam, računamo, čez 200 zaposlenih gradbincev. Potem, ko se delo odpira naprej pri gradnji, se pa priključijo še inštalaterji. Kakšno je vzdušje delavcev na samem gradbišču? So motivirani, so zadovoljni? V tej naši fazi so zelo zadovoljni, moram povedati, in imajo dober elan za delo. Vidimo, da so zadovoljni potem tudi, ko pridejo in seveda tudi delajo, opravljajo svoje dela. Ključna stavka jim ni šla po glavi? Mislim, da ne, v tem primeru, nič slučajno. Kolikšna je povprečna plača gradbenega delavca zdaj na gradbišču? No, natančno to ne vem, sicer povprečje 600 do 700 evrov je nekako sorazmerno uram, kar imajo opravljenih na gradbišču. Koliko je gospodarska kriza prizadela tudi vaša družba, ali jo je? Ja, preveč bi bilo smelo reči, da nas ta kriza ni prizadela. Sigurno nas je prizadela že v začetku, že potem, ker ko so se začele tudi mogoče malo te gradbene afere, smo seveda postali vsi tisti, ki smo na gradbenem sektorju nekako zaznamovani. Tako da vse od tistih trenutkov izpred 4 let je bilo za nas vse težje kot prej. Pri tako obsežnem izkopu na robu Ljubljanske kotline in Barja pa se skoraj praviloma odkrijejo arheološka najdišča, kar se je zgodilo tudi v Tobačni.
Arheologija tukaj je prisotna že od samega začetka, če rečemo Zavod za kulturno dediščino je v bistvu že v prvotnih načrtovanjih, ko se je izdelalo elaborat oziroma poročilo o stanju teh objektov in samega področja, ki je zanimivo že od rimskih časov. Vse vemo, Ljubljana je bila včasih Emona in tukaj so Rimljani pač na tem področju bili. To, kar so pa potem po samih pač zakonodaji in temu smo pač na osnovi tega podvrženi bili arheološkim izkopavanjem. V tem področju moram reči, da arheologi so tokrat opravili konkretno delo, da rečemo hitro in kar so želeli. Področje, ki smo ga v tej fazi raziskovali, je bilo nekaj čez 5000 kvadratnih metrov. Zdaj za nas gradbenike bomo rekli pa navadne smrtnike, kaj posebnega nismo mi videli, medtem ko oni so pač nekaj iz tega izluščili. Ves material je spravljen in je zdaj končno poročilo teh raziskav, pa bo to preliminarno je že bilo, končno je pa čez 2 leti. Nekje 2 leti oni obdelujejo to zadevo, zdaj kaj od tega bolje šlo po moje za neke lončene zadeve pa opečne. Kaže pa zadeva, da je na tem področju še pred to zgodovino Rimljanov verjetno v nastajanju tega območja tekla, po moje, en vodotok je moral biti, kar nam je tudi pri izkopu nekaj preglavic povzročila ta siva glina, zelo žitka oziroma slabe nosilnosti, ki se razteza tudi pod bližnje obstoječe objekte. Tako da tudi pri izvajanju zaščite smo morali to budno spremljati z projektanti in reševati zadeve, vkolikor bi se kaj dogajalo. Je to tisto, kar pravijo, da je Ljubljana pravzaprav potresno ogroženo mesto, sodeč po vseh teh? Da, mislim, da sodi ravno zaradi takih temeljnih tal, ne celotna Ljubljana, ampak dobro, Ljubljana kot Ljubljana je postavljena v to 9. potresno cono, tudi predvsem zaradi teh temeljnih tal, ki so take, ampak ta temeljna tla niso pa povsod po Ljubljani. Se pravi, Bežigrad pa Šiška sta v bistveno boljšem stanju, ker je tam praktično v Prodnatem, tukaj pa že začetek tega ljubljanskega barja, ki pa še na določenih globinah pridemo na nek konkreten material, primeren, medtem ko v zgornjih plasteh je pa to že ta glina, ki pa ni ravno primerna za take, je treba uporabiti pač dražje izvedbe temeljenja in podobno. Ampak trenutno tudi zdaj poteka do neke prelomne točke, kjer prehaja do pravzaprav betoniranja? Da, zdaj v bistvu ste sami videli, da se v bistvu prepletajo še vedno vzporedno poteka dokončanje zaščite, to pomeni zadnja sidra so izvedena, zgolj še 10 sidr za napet, to je omogočilo tudi dokončni izkop, tako da se že v bistvu izvajalec, to je bil Gevo Invest, umika z gradbišča počasi, ki je izdeloval zaščito gradbene jame, končuje tudi izvajalec izkopa, ta trenutno izvaja zadnje poglobitve in utrjevanje dna temeljnih tal, za njim takoj sledi gradbinec z konstrukcijo, se pravi podložni betoni, talna plošča je v polnem zamahu in zdaj že gremo z ploščo na 4. kletjo. Kaj v projektu boste do konca letošnjega leta končali? Ali gre vse po načrtih? Ja, do konca letošnjega leta si praktično obetamo, da bomo že zelo blizu zaključka konstrukcije garažne hiše. Torej več parkirišč za samo mesto? Ja, parkirišč za samo mesto bodo po načrtih na razpolago v sredini naslednjega leta, teh 930 parkirišč. Kakšen pa je odnos države do podjetij, ki preživljajo to krizo? Ja, težko bi rekel, mislim zdaj, če po sebi sodimo, sta sigurno 2 segmenta. En segment je, kadar se z državo srečujemo kot prodajalci, ona pa kot kupac. Prva zadeva, ki jo lahko rečemo, da seveda je siguren zamera državi lahko to za vsa ta leta nazaj, odkar se kriza pojavila, da veliko govorimo o plačilni disciplini, vendar tudi tukaj se srečujemo z
plačilno nedisciplino in pogosto imamo težave dobiti v rokih plačano tisto, za kar smo se v pogodbah dogovorili. To je en segment. Drug segment, ki pa vidim zlasti dejansko veliko rezervo, je pa v tem, da ob tem, ko je že tako težko dobiti v tej krizi, še zlasti v Sloveniji, svež denar, bodi si zlasti bi potrebovali verjetno koga od tujcev, seveda se tisti, ki imajo denar, pa srečujejo seveda z birokratskimi mlini in težko pridejo v teh dolgih postopkih do dovoljenj. Nova vlada obljublja tudi da bo razbila to birokratsko togost naše države. Koliko verjamete v projekte in reforme, ki jih pripravljajo? Ja, glejte, siguren, da verjamem in upam, da bo do tega prišlo. Seveda en del tega optimizma mi je predvsem zbila tale stavka, ki je nekako človeka potem postavi vprašanje, ali je to res tako težka barijera, da v tem negospodarstvu se ne razume težav, s katerimi smo se morali v gospodarstvu že kar spoprijeti pred 4 leti in bi morali tudi ti organi počasi razumeti, da nas investitorje ne gledajo samo kot tisti nebodiga treba, ampak tisti, ki nekaj ustvarjamo in od katerega si potem ta kolač režejo tudi te, ki nas na tej poti spremljajo.